Pozdravljeni! Jaz imam resnično rad papir. Tako imam rad papir, da sem danes enega prinesel s seboj. Imenuje se A4, oziroma kot ga jaz rad kličem, A4. Današnji video bi rad načel z nič kaj veselim dejstvom, in sicer pred epidemijo COVID-19 smo letno proizvedli 380 milijonov ton plastike in je v morja ter oceane odvrgli približno 8 milijonov. Zdaj je ta številka za 1/4 višja. Ko plastiko odvržemo v okolje, jo s tem izpostavimo zunanjim dejavnikom, kot je na primer vročina. Leti plastiko počasi razgrajajo in povzročijo, da se razbije na manjše delce, ki potem preidejo v okolje. Tem delcem pravimo mikroplastika. Mikroplastika je tako majhna, da je skoraj nevidna s prostim očesom, ampak je zelo, zelo škodljiva, tako za okolje kot tudi za nas, ljudi. Velikokrat jo tudi živali po nesreči zaužijejo, misleč, da je hrana. Zaradi nje zelo trpijo, ampak posledic ne čutijo le živali. Mi te živali velikokrat pojemo in skupaj z njimi zaužijemo tudi mikroplastiko. Lahko jo dobimo v telo tudi z rastlinami. Mikroplastika preide v vodo, ki jo rastline nato posrkajo. Ko mi pojemo plod te rastline, pojemo zraven še mikroplastiko. Hrana pa lahko vsebuje mikroplastiko tudi zaradi načina prenašanja živil. Če hrano na poti iz trgovine do doma prenašamo v plastičnih vrečkah, se velikokrat zgodi, da delci plastičnih vrečk ostanejo na naši hrani. Zato moramo biti zelo pozorni na to, da hrano pred zaužitjem zelo dobro umijemo. Plastika pogosto vsebuje razne dodatke, kot so stabilizatorji ali zaviralci gorenja ter druge potencialno strupene snovi, ki lahko škodujejo tako ljudem kot živalim. Povzroči lahko poškodbe telesnih tkiv ter ovira delovanje imunskega sistema. Mikroplastiko najdemo povsod, od arktičnega ledu do najglobljih kotičkov človekovih pljuč. Vse, kar je narejeno iz plastike, sčasoma razpade na drobne delce, ki jih ljudje in živali vdihnejo, popijejo in pojedo. Mikroplastika skoraj vedno najde pot v naravne prehranjevalne verige. Največ je najdemo v hrani in zelenjavi iz supermarketov, v ustekleničeni vodi ter morski soli. Raziskave kažejo, da več kot 90% vzorčne soli iz celega sveta vsebuje vsaj en delček plastične snovi. Na srečo smo našli nekaj dietnih priporočil, s katerimi preprečimo oziroma vsaj omejimo vnos mikroplastike v naše telo. Hrano in pijačo skladiščimo v stekleni oziroma pločevinasti embalaži. Izognemo se embalaži za enkratno uporabo, pijemo le filtrirano vodo iz pipe, ne dajemo hrane v embalaži v mikrovalovno pečico, izognemo se procesirani hrani, uporabljamo lesene in kovinske kuhinjske pripomočke, kupujemo ribe in meso od preverjenih virov in sadje ter zelenjavo dobro speremo pred zaužitjem. In pa še zaključna misel. Problem mikroplastike je iz dneva v dan večji. Potrudimo se, da prihodnjim generacijam ne pokvarimo sveta. Prihodnost naj ne bo plastika. A4, oziroma kot ga jaz rad Majke mi, da ga ne moreš snemati.